Tale kiosk je preživel že sneg, led, kadilce, slabe članke in vroče revije. Ampak tega, kar bo doživel danes, svet še ni videl. Pripravite se na en in edini stresni test, v katerem preverjamo, koliko risin v popolni bojni opremi prenese K-67. Pripravljeni? 3, 2... A smo? Pravilni odgovor je 8 risin v popolni bojni opremi in ena navadna Felis Catus, pa še ene noge so tam. Kiosk smo razbremenili in zdaj smo ostali sami s Pijo Strniša. Zdravo. Živjo. Kako je biti neprestano na spolskem terenu? Je to kaj stresno? Na treningih si ponavadi mičkam bolj sproščen. Pred tekmo pa pridejo pričakovanja do sebe, pričakovanja od drugih, pa kakšna napakica te hitro vrže s tira, tako da... In kako se to vidi? Ja, mičkam se zatresajo nogice, malo ne gre vse po načrtu, želi sprejeti pak, podati pak, mogoče ne gre. Glede teh tehničnih stvari se kaj zatakne. Kaj je bolj stresno? Začetek tekme ali pa tik pred začetkom? Ali potem, ko že gre proti koncu, pa so zadnje minute? Sploh prve tekme, recimo na prvenstvih ali pa to, tiste prve tekme so najbolj stresne na začetku. Potem, ko padeš enkrat v ritem, je majčkeno lažje se sprostiti, začneš igrati in v bistvu se zabavaš. Proti koncu, odvisno od rezultata, seveda, če je natesno, je tudi takrat, gledaš na uro, gledaš svoje igralke, gledaš, kaj boš naredil, želiš dati največ od sebe, takrat tudi pride potem do teh pritiskov, ampak mislim, da bolj na začetku, no. Tvoje kolegice so povedale, ne, da si ti danes tukaj z nami, oziroma da so tebe potisnile na govorniški oder, zaradi tega, ker si ti ena izmed tistih, ki so bolj pod stresom med tekmo. Zakaj? Ja, to že održi. Ne vem, zakaj jaz želim sama od sebe najboljši in potem vsak spodrsljajček se mi tako zdi tragičen. Potem pritiski in to je meni groza. Ampak treba je tudi kakšen izziv si postaviti pa malo prek sebe, tako da zato sem tudi danes tukaj, ker tudi tole meni predstavlja sicer precejšen stres. Kaj huješ potem? Hokej ali za intervjuje z novinarji? Dobro vprašanje. Jaz bi rekla, drugače sicer še kar hokej, no. Pa smo mi kar v redu? Ja, zdaj še gre, no. Ok. Se bom potrudila, kaj pa so recimo tiste najbolj zoprna novinarska vprašanja, ki te spravljajo v stres? Ali pa kolegice? Recimo po kakšni težki tekmi, ki mogoče se ne se zdi najboljš. Kako se počutiš? Pa ne vem, kako si, zakaj ste pa tako odigrali, ja. Takrat je težko odgovarjati, a ne, takrat nisem super, seveda, da nisem slabo sem, ampak zdaj to temeljiti je pa potem spet druga. To je bilo fajn, če bi malo prišparali, ne? To vseeno, če ne, ja. Trema pa stres, ne, ponavadi pospešita prebavo, a pol je pred takimi večjimi tekmami, kot na Škotskem svetovno prvenstvo, a je potem kaj gužve za WC pred tekmo? Ja, WC pred tekmo je kar okupiran, več ali manj, ja. Se težave kar pojavljajo, ampak mislim, da to spada zraven, no. Da vsi to doživljajo, ali pa doživljate? Tako je. A so dresi po stresni tekmi drugačnih vonjav kot sicer? Ali tega pa ne opazite v garderobi? Sama pri sebi seveda opazim. Takrat tisto je res pritisk je drugačno potenje kot po treningu, ko se sproščen pa šibaš. A pa ti je v redu ali te moti to, da imate ženske pravilo brez dotika, ne? Zaradi tega, ker fantje se zravsajo, pa recimo zdaj rečemo, da lahko na nek način doživijo katarzo skozi neko ne preveč prijazno vedenje, ne? Pri ženskah je pa to zdaj malo drugače v športu. Ker predvsej se dotikamo na ledu, ampak tole pravilo ograjo, da ta na led pa ni dovoljena, ne, tako da te frustracije ne moreš živeti na ta način, da bi eno res prbila na ograjo. Ampak sicer pa sej, kdaj sodnik stran pogleda, pa se marsikaj lahko tudi na ta način živi, ampak drugače mislim, da to pravilo smo vse toliko ponotranili, da lih prav toliko hudo ni, no, da bi nam toliko manjkalo, se da drugače speljati. V bistvu je pač igra bolj tekoča. Ja. Kako pa je recimo takrat na igrišču, ko pa začutite stres? Me zagrab panika, ne znam več, ne vem, kje sem na igrišču, delam take neumnosti, ki jih ne bi naredila, oziroma ne dam vsega od sebe, tukaj se meni najbolj pokaže, v bistvu zmrznem. Kaj pa pomaga pa? Ja, potem pa prideš na menjavo, pa se moraš malo nadihati, dva globoka vdihava, kakšna spodbudna beseda. Itak smo pa ekipca in sej se vidi, če kateri ne gre, pa ponavadi pol pomagaš, pa prideš tja, da bomo zdaj boljš, nič hudega in to. In mislim, da zaradi tega, ker pač, ko začutiš to podporo, pol ni toliko hodno. Zdaj, če bi imel skozi na klopi kakšnega, ki se dere skozi nate, pa te spominja na tvoje napake, to tako je težje, ne. Potem prideš na klop, pa se ponavadi malo umiriš, pa
greš naslednjič gor, pa je boljša. Ne? Kaj pa je težje na tekmi? Če si tisti, ki čaka na klopi, ali si tisti, ki si na ledu in rešuje neko stresno situacijo? Zato, ker meni se včasih zdi, če si nekje po strani, ker veš, kaj bi bilo treba narediti. Ja. Meni je manj stresa, če gledam, pa se seveda spodbujaš. Sicer ja, vidiš, kaj bi bilo lahko drugače, ampak se mi zdi, da vsaka punca da vse od sebe in da je težje rešiti v tistem trenutku na igrišču situacijo, kot sklopi, tisto mogoče malo manj stresno. Pa imate kakšen ritual za premagovanje stresa pred tekmo? Veliko punc se sprošča oziroma se izogiba stresu, poskuša izogniti z vizualizacijo. Se poskuša malo predstavljati te stresne situacije, pa si predstavljati, kako bo na te situacije odreagirala. Drugače pa dobra glasba, dobro vzdušje v garderobi, že to mislim, da mečkano odžene stres, ekipca smo dobra, si stojimo ob strani, tako da, ko smo enkrat v garderobi, si povemo tudi kakšno težavo, pa strahove, mislim, da je potem lažje. No. Ko je pa treba enkrat na let, takrat potem pomisliš, recimo, ne igraš samo za veselje, ampak konec koncev predstavljaš Slovenijo. To si je zdaj kar dodala stres. Dejansko zastopaš državo. Ja, točno to. Katera situacija na ledu je bila zate do zdaj najbolj stresna? Mislim, da je bila na kvalifikacijah za olimpijske igre, ki smo jih igrali v San Sebastianu. Tista je bila ena tekma, jaz sem jo odigrala, niti ne vem kako, ampak vem, da niti 2% tega, kar znam, nisem pokazala. Jaz sem bila v bistvu nepremična. Od sebe nisem dala tako rekoč nič. Tudi že trening prej je bil obupan in verjetno se je to potem zavlekalo tekmo. Že na treningu mi ni šlo nič, ena podaja, en strel, nič mi ni šlo. Tako da to je potem vodilo naprej v tekmo. Na tekmi sem potem še, mislim, da v zadnji tretjini igrala s prvim napadom, ki je spet en pritisk, zdaj se moram pa sploh potruditi in že tako mi nič ni šlo od rok. Tako da tista tekma je bila zame res grozen pritisk. Sem jo poskusila čim prej pozabiti. Ok, in zdaj te jaz spominjam na njo, ne? Najlepša hvala. Super, hvala lepa, ja. Pa je bolj pod stresom risinja ali pija? Jaz mislim, da risinja. Zakaj? Ne vem. Na to pa ti ne znam odgovoriti. Enostavno preveč pritiskov, po moje, sama sebi zadam. Tudi veliko pritiskov, jaz si predstavljam kot pritisk od zunaj, tako da enostavno jaz mislim, da ta hokej, da moram več dati od sebe, kot lahko in tudi, ko se maksimalno trudim, se mi še vedno zdi, da se ne trudim dovolj in se poskušam še bolj potruditi. In to v bistvu na koncu en kup razmišljanja in čez premalo dejanj, tako da. Ja, pa kaj to pol pomeni, recimo, da izpiti na faksu ni panike? Ne, to ni res, to ni res. Tudi izpiti na faksu so precejšnja kriza, ampak če gledaš, da je hokej kot nek hobi, ki bi se mogel zabavati, se mi zdi, da je v tem hobiju še kar precej stresa pri meni vztraja, tako da to še delam na tem, da se ga čim prej znebim. Ja, ampak je pa tudi res, da vsaj si v reprezentanci, to ni več sam hobi. Ni samo hobi, res je. A pa si se šla kdaj psihoanalizo, veš, zakaj sem jaz tako pod stresom, ali to pa ne? Do tukaj pa še nisem prišla, mi pa verjetno ne bi škodila. Res je. A pomaga kakšna drugačna praktična stvar, ki si rekla glasba, prej pogovor pa to, ampak čist neka praktična, ne vem, kos čokolade, to si zdaj zmišljen, ko pojma nimam. Ja, čist si me prebrala. Jaz bi lahko 2-3 čokolade pojedla, pa po moje z vsakim koščkom bi bilo boljše. Seveda ne odžene stresa, ampak mi je pa lažje. Tako da tisti, ki ste pred maturo, čokolado, ne? Če drugega ne, zlešniki brez? Ne, brez. Brez, rozine? Brez, tudi brez. Ja, itak. Oreo ali pa s piškotom. Super, Oreo, javite se nam za sponsorstvo, prosim. Mogoče tudi risinja. Pija, najlepša hvala za tale pogovor. Upam, da te ni spravil preveč v stres. Hvala, ni bilo tako hudo. Še za vas eno vprašanje. Kater šport pa vas najbolj spravlja v stres? Ali da ga sami prakticirate, ali pa ga spremljate po televiziji? Pa napišite nam spodaj v komentarje. Adijo. Čau.